z moje strani lep pozdrav, vam, ki ste tukaj v dvorani, pa posebej tudi tistim, ki me gledate preko kamere. Danes naprošen sem bil, da predstavim delavnico molitve in življenja. Ne vem, koliko ste že slišali o tem, ali morda se je že kdo celo udeležil katerih od delavnic molitve in življenja, tako da bom poskušal predstaviti, kaj to je. Malo sem pripravil tudi slik, tako da komor bom preveč dolgo časa, da bo vse kaj videl. Tako, bi začel kar s tem vprašanjem. Kaj je to? Delavnica molitve in življenja. Kaj to je? Zdaj vam dajem simbol delavnic molitve in življenja. To je slovenski naslov. Simbol je pa nastal iz španskega naslova. Upam, da pravilno izgovoril. Talleres de Oración y Vida. Tako se originalno imenujejo. Pomeni kratica TOV. In iz teh treh črk je nastal simbol delavnic molitve in življenja. Upam, da če si bomo malo se ustavili ob tem simbolu, da bomo jih tudi videli malo vsebino, kaj simbol sam že spregovori o tem, kaj so delavnice molitve in življenja. Upam, da zelo rad se vidi črka T, tako malo kot tav, O je cel krog, in pa spodnji del je črka V. Vse te tri črke so preprosto spregovorijo o tem, delavnice molitve in življenja. Te tri črke. So pa same oblikovane tako, da spregovorijo tudi malo o vsebini, pa tudi o tem, kaj dejansko prinašajo tistemu, ki se udeleži delavnic molitve in življenja. V sredini je sveča, ki naj predstavlja velikonočno svečo vstalega Kristusa. To pomeni, da delavnice molitve in življenja nas vodijo v Kristus. In temu živemu odnosu s Kristusom. Tav, sam, črka T, je tudi oblika križa, je tudi nekako simbol Kristusa. In pa tav je tudi prva črka grškega imena Bog, Theos, tav na začetku, tudi tukaj gre za eno globoko povezanost z Bogom tudi. Spodnji del, črka V, pa nekako je stilizirana v obliki rok, ki se odprte in se dvigajo k Bogu. Meni gre za naš odnos do Boga, gre za našo odprtost za Boga. In prav zanimivo je prav ta, da niso sklenjene, zaprte, ampak gre za en odprt odnos z Bogom. Človek, ki išče ta odprt odnos z Bogom. Po tej plati, bi lahko rekel, gledamo na ta simbol z človeške strani. Če ga obrnemo na glavo, ne gre, da sprevračamo stvari, ampak da pogledamo še z druge strani, ne samo z človeške, ampak da morda pogledamo tudi z Božje strani na delavnice molitve in življenja. Torej, če ga z druge strani pogledamo, kaj bomo našli? Spodaj črka T se spremeni v sidro. V sidro pomeni, zakaj uporabljamo sidro? Da nekoga pretrdimo, da ladjo pretrdimo, da ne bo šla, da je primerno. Dejansko spregovori prvo o tem, da takrat, ko se človek povezuje z Bogom, dobi trdnost. Dobi eno notranjo gotovost, eno notranji mir. In zgoraj, tisti dve predčloveški roki, sta zdaj obrnjeni navzdol, ki jih lahko prepoznamo kot
v roki očeta, Boga očeta, ali pa v Božji roki, ki blagoslavljata, ki pokrivata. Svetopismo uporablja čudovito podobo, ne? Da je kakor koklja, ki zbira piščeta pod svoje peruti. Ne? Ja, da molitev je prav to, ne? Smo kot ta piščeta, ki prihajamo pod peruti nebeškega očeta, k Bogu. Ne? Tako nekako recimo ob tem simbolu, kaj so delavnice molitve in življenja. Tako, če bi še enkrat s tem pogledam na simbol, delavnice molitve in življenja, same noter imajo ime molitev, ne. Pomeni se pri delavnicah ukvarjamo z molitvijo. Vendar tukaj ne gre za to, da bi se šli neko molitveno skupino. Da bi bil naš namen prihajati za to, ja, se tudi molimo. Ampak ne pa kot molitvena skupina, da bomo zmolili določene molitve ali pa molili določene namene, ampak gre za delavnico. Kaj je delavnica? Tam se nekaj dela, ne? Tam se nekaj ustvarja, tam se nekaj poskuša. Torej gre za delavnico, kjer se mi učimo moliti. Odkrivamo, kako moliti. Na kakšen način sploh kot človek lahko moli. In danes zraven še življenje. Namreč prav tudi svoje izkušnje lahko rečem, takrat, ko človek dobro moli, se to zelo dotika tudi njegovega življenja. Tudi mojega ravnanja, mojega odzivanja na življenjske situacije. Postajam to, kar molim. Zelo čudovita je ugotovitev, recimo za svetega Frančiška Asiškega, ne? Ko so ugotovili, pa to ni bil človek, ki je molil, ampak on je bil molitev. On je toliko padel noter v molitev, ne? Da je dejansko so videli, da to je molitev, ne? Kar je on. Ne? Zato se mi zdi, da ta spodnji stavek nekako povzame celotno dogajanje delavnic molitve in življenja, in to je: naučimo se moliti, da bomo znali živeti. Mislim, da ne bi mogli bolj jedrnato povedati kot to, ne. Oziroma, da stavek lahko tudi obrnemo, ne. Da bomo znali živeti, se naučimo moliti. Da bomo znali živeti, da bomo znali v življenju prav ravnati, se prav odločati, prav peljati svoje življenje, je potrebno, da znam na pravi način moliti. Nekako, opravičujem. Nekako to bi lahko rekel, ta povzetek srčika, kaj dejansko delavnice molitve in življenja so. Torej gre za eno program, en seminar, en tečaj, ki ima, bom potem še natančno predstavil o dolžini pa sami vsebini, kjer se mi učimo moliti, kako moliti, ne. In potem tudi kako na osnovi tega tudi v življenju ravnati, živeti. To dvoje. Kako je do delavnic molitve in življenja prišlo? Ustanovitelj je Ignacij Larrañaga, kapucin, rojen 4. maja 1928, v tale vasi, v Baskiji, ne, to pomeni po narodnosti Bask, tam severovzhodna Španija. Zanimivo, zelo blizu, ta njegova vas, naselje, je zelo blizu Loyole, tam, kjer je bil doma Ignacij Loyolski. Prav zelo blizu. Že kot 12-leten, torej leta 40, ko se nekako tista revolucija v Španiji zaključevala, se on že odločil za duhovni poklic,
kot 12-letnik že šel malo semenišče, ne. In s tem tudi na pot duhovnega poklica. Stopil je k bratom kapucinom v Španiji, ki so bili takrat zelo močni tudi. In potem poleg nekako peljal v tistem času dve poti, ne. Eno je bilo vstopanje v red, drugo pa priprava na duhovništvo. To sta dve sporedni stvari, ne. Tako da tudi redovniško pot preko noviciata, začasnih zaobljub do večnih zaobljub, ne. Ko nekdo postane poln član reda, isto kot poroka, ne. Večne zaobljube. Vzporedno potem se še študij teologije, ki ga je pa peljalo do duhovništva, in 1952 je bil posvečen v duhovnika. Kmalu po tem, ko je bil posvečen v duhovnika, so ga poslali v Južno Ameriko. In sicer v državo Čile, kjer so španski kapucini imeli kot nekakšen misijon. Torej so tudi tam nekako delovali med tem ljudstvom. In Ignacij je prišel do ene zelo zanimive stvari v tem svojem začetnem duhovniškem delu. Učil je tudi verouk, ne, in hitro ugotovil, pa kaj mi pri verouku delamo? Kaj počnemo, ne? Mi ljudi učimo o Bogu. Jih učimo o Mariji, o svetnikih, o cerkvi, o maši, evharistiji, o zakramentih. In kaj s tem delamo? Dejansko samo jim ne prenaša in vlivamo neko znanje o tem, da bodo nekaj vedeli o njih, ne. Pravi, ampak tu ena bistvena stvar pa manjka. Zaradi tega ne bo noben še postal prijatelj Bogu ali pa vzljubil Marijo, če bo veliko vedel o njej. Ne? Tudi, če jih učimo o molitvi, ne, se bo znal moliti, bo znal Oče naš recitirati, bo tudi rožni venec molil, ne. Ampak kaj pa med tem časom počne, ko to moli, ne? Je pa nekje drugje, ne. Se nekje drugje. Prišel je prav do te ugotovitve, glej, mi veliko ljudi učimo o Bogu, o vsem tem. Kdo pa te ljudi uči, kako pa vzpostaviti odnos z Bogom? Kako živeti ta odnos z Bogom, kontakt z Bogom vzpostavljati, ne? Pravi, podobno je kot reka pa dva bregova, ne. Mi smo na enem bregu in govorimo o onem, ki je na drugi strani brega, ne. O njem govorimo. Ne povemo pa, kako pa čez priti. Kako vzpostaviti most čez reko, da bomo prišli do Boga. In to je on začutil kot eno velik izziv, eno veliko potrebo, kako pomagati ljudem, da bodo prišli do tega odnosa z Bogom, ne. In videl je, glej, ljudi je preprosto treba naučiti, kako moliti. Ne kaj moliti, pa kdaj moliti, ampak kako. Kako to moliti? To je bila tista njegova prva stvar in začel je preprosto z duhovnimi vajami, ki jih je imenoval srečanje izkušnja Boga. To je ta SIB. Srečanje izkušnja Boga. To so bile par dni trajala in sam je pač predvsej bil prebiral tele španske mistike, posebej Janeza od Križa, mu je bil zelo blizu, in je prav preko njega tudi odkrival, glej, na kakšen način jaz lahko molim. In nekako je začel odkrivati različne načine molitve. Da jaz molim lahko na različne načine. En način je tako, da Bogu recitiram
neko molitev. Ne? Drugič lahko molim tako, da Bogu nekaj napišem. Ne? Pismo napišem Bogu. Ne? In tako je počasi odkrival, glej, koliko je različnih načinov, da jaz prihajam v živ kontakt z Bogom. Pač je sam je precej tu preizkušal, spreminjal, kakšne stvari zavrgel, pa spet na novo. Ne? Preprosto, na ta način se mu je v nekaj letih prav izoblikoval takšen program teh duhovnih vaj, par dnevnih, ne, do enega tedna so trajale, pač kako ljudi učiti moliti. Ne. Naletel je na neverjeten odziv, ne. Tako da pravijo, da je tudi po par tisoč ljudi naenkrat prišlo, ne, na takšne duhovne vaje. In ko je začutil to, je rekel, lej, dobro, duhovne vaje so ena stvar, ko ljudje lahko pride skupaj, ampak vsi si ne morejo privoščiti, da bodo za 5 dni prišli skupaj. In je začel razmišljati o še enem vzporednem programu, kjer bi pa stvari trajale malo dalj časa, ampak vsakič pa manj, ne. In tako je prišel, so se porodile delavnice molitve in življenja. Kot en tak osnovni program, kjer prav te bom predstavil naprej, ne. Kot en takšen tedenska srečanja doma, ne, v domačih župnijah ali pa nekje v domačih dvoranah, kjer so pač našli prostor, da so se tedensko srečevali vsakič korak za korakom, korakali skozi ta program, ne. Na ta način so se dejansko rodile delavnice molitve in življenja. Prišel je do tega, da je svet prevelik za njega samega, ne, da pač si bo prav, če si najde tukaj tudi pomočnike, in je začel preprosto pisati priročnik, kako voditi delavnice molitve in življenja. Pri tem je bil zelo natančen. Tako da voditelju, ko je dal priročnik, je rekel, tole imaš, vse imaš napisano, kaj delaj, ne, nič ne treba se zmišljati, kaj boš zdaj ti 2 uri tam delal z ljudmi, ne, tu imaš vse noter. Vse dejansko sestavil, ta priročnik, da so potem lahko preprosto določeni ljudje prevzeli to in začeli sami voditi, ne. In tako se je izoblikovala tudi ena taka, in kar pravimo, družina voditeljev. To so bili v glavnem laiki, so to vodili. Niso bili to ne redovniki, ne duhovniki, ampak kar laiki, ki so to vodili, in začela je stvar po svetu, tako da že po 10 letih so že tudi v Sloveniji. Smo jih prinesli tudi v Slovenijo in so se pri nas začele, tudi smo začeli s tem programom delavnic molitve in življenja, tukaj zadaj predvsem stojimo bratje Kapucini, ob nas pa je tudi precej teh laiških voditeljev. Pač, ker gre tukaj za eno skupnost, množico ljudi, ne, ki se s tem ukvarja, je potem šlo tudi do formalne ustanovitve enega združenja voditeljev delavnic molitve in življenja, tako da je po leta 97 Sveti sedež priznal kot skupnost, kot mednarodno zasebno združenje laikov papeškega prava. To je tak bolj formalno naslov, ne. Ampak gre pa za to, da preprosto, da nismo kar nekdo, ki se z nečem ukvarja, ampak imamo nekako tudi mandat cerkve. Pogledali so, kaj delamo, potrdili, to je
prava stvar, pejte z blagoslovom to delati, ne, v svet. Toliko recimo, kako je do tega prišlo, ne, v tej delavnici molitve in življenja. Ignacij je zdaj že v nebesih, že 22 let, po letos, leta 2013 je umrl. Umrl je na enem takem srečanju skupaj z voditelji v Mehiki, v mestu Guadalajara. Pokopali so ga pa tam, kjer je dejansko živel, v glavnem mestu Čila, Santiago de Chile. So že tudi sprožili postopek, da bi ga razglasili za blaženega. Postopek že teče, že v teku. Toliko morda o ustanovitelju, lahko povem, da nas je tudi obiskal v Sloveniji, prav v tej dvorani tudi bil. Prvič, ko je prišel v Slovenijo, tudi imel srečanje z odprto za vsakega, kdo ste želel, pride. Pa potem mislim, da še dvakrat je prišel na obisk v Slovenijo, kada smo, hvala Bogu, lahko rečemo tudi na ta način bili z njim zelo povezani. Torej, delavnice molitve in življenja kot ta tečaj, seminar, kako pomagati nekomu, da bo prišel v ta živ odnos z Bogom, da mu molitev ne bo samo neko opravilo, ki ga naredim, ne, pa adijo, ampak da bo to molitev postala dogodek mojega druženja z Bogom. V domači bi lahko rekel, da grem z Bogom na kavo. Ali pa na pir, ne. Ja, ker vemo, če rečem, da grem s komu na kavo, ni važno. Ni kavo važno, ampak važno, da smo skupaj, ne. Pa ček, ne. Pa si kaj povemo, srca do srca. Ja, da ko rečemo, tudi gremo z Bogom na kavo, sem z Bogom in srca do srca. Je čas, ko sem z Bogom. In čas, ko čutim, zaznavam, Bog je z menoj. Ni Bog tam nekje. Tu je, z mano. Da je to čas. Tako se je izoblikovalo čez čas kar nekaj programov. Torej, osnovno je to srečanje izkušnje Boga, to so večdnevne duhovne vaje. Tudi v Sloveniji jih imamo enkrat letno, ta tečaj. V našem domu v Duhovnosti v Kančevcih, Štefan Kožuh je nekako pooblaščen, da vodi ta program. Potem pa so še te osnovne delavnice molitve in življenja za odrasle. Potem je že Ignacij sam opazil, ne, da je pač program za odrasle na ravni za odrasle, ne. Ampak da je prav, da tudi že mlajši rod nekako uvajamo v to, zato je začel prilagajati ta priročnik tudi za delavnice molitve in življenja za mlade, za najstnike, za otroke. Programi so potem krajši, malo prirejeni za pač to starost udeležencev. Posebej je zanimiv tudi tečaj za zakonske pare. Ta tečaj obsega 6 srečanj. Vodita dva voditelja, mož pa žena sta to. Gre za 6 tedenskih srečanj, to pomeni 1 mesec pa pol. En tak tečaj, ki je prijeta skozi. In pa še ena stvar so krogi molitve. To pa je, če nastane. V osnovi delavnice molitve in življenja nimajo namena ustanavljati molitvenih skupin. Ne reče pa, da ne smejo. Če udeleženci začutijo, glej, mi smo odkrili molitev kot nekaj bogatega, nekaj čudovitega, mi bi radi se še srečevali skupaj, da bi skupaj molili, ne. Potem postanejo taki, pravimo, krogi molitve, ki imajo tudi en svoj program, svoj način te molitve. Če to udeleženci, ki se delavnice udeležijo, pač to želijo potem nadaljevati. Še to bi omenil, ko sem govoril
delavnicah molitve in življenja. Ignacij potem se je podal tudi na pot pisanja in prva stvar je bilo gotovo priročnik za voditelje. Namreč, zakaj je to dal? Zato, da bodo kjerkoli na svetu se izvajale delavnice molitve in življenja, se bo vedelo, to so delavnice molitve in življenja. In vsi voditelji smo dejansko zavezani k zvestobi k temu priročniku. Dejansko samo posredniki. Posredujemo to, kar je pač pripravil Ignacij Larrañaga kot ta tečaj, seminar delavnic molitve in življenja. Zato ni toliko pomembno, pri katerem voditelju vsi, ne. Vsi imamo enako. Dobro, dajmo vsak malo tega človeškega tona zraven, ne. Ampak vsebinsko bo povsod enako. Ker pač iz istega priročnika delamo. Torej, ta priročnik bil ena stvar. Zraven je potem oblikoval še kot en delovni zvezek eno zbirko molitev, ki se imenuje Srečanje, in so nekako priročnik za udeležence pri naših srečanjih. Sam je eno katehezo posebej namenja Mariji in je potem sestavil tudi na čudovito knjigo o Mariji, Marijin molk, ki jo zelo človeško predstavi Marijo, kot ženo svojega časa. Zelo taka, zelo lepa predstavitev Marije. Sam je napisal tudi eno avtobiografijo, ki je dal naslov Vrtnice in ogenj, pa še nekaj drugih knjig je napisal, je tudi življenjepis o Jezusu, o Frančišku, pa še nekaj drugih priročnikov. Tako nam, torej, da tudi s knjigami je nekako podkrepil svoje delo delavnic molitve in življenja. Glede, zdaj v nadaljevanju bi rad predstavil tele delavnice molitve in življenja za odrasle. Kot tisti osnovni program, s katerega pol izhaja tudi drugi. Delavnice molitve in življenja pomeni 15 srečanj tedenskih, to pomeni traja 15 tednov. 15 tednov. Teh 15 srečanj pomeni, prvo je kot uvodno srečanje, potem pa še 14 vsebinskih srečanj. In vsako od teh srečanj ima nekako te tri elemente. Branje Božje besede, kateheza in pa uvajanje v enega od molitvenih načinov. Uvajanje, odkrivanje, na kakšen način jaz lahko molim. To je to delamo pač na vsakem od teh srečanj. To je nekako osrednja točke. Zraven potem je tudi še, da si podelimo, kako smo preživeli pretekli teden, kakšna pojasnila damo, in tako naprej, ne. Poleg tega tedenskega srečanja traja približno 2 uri, eno srečanje, se pa vsak udeleženec nekako tudi zave, da si bo našel vsak dan še pol ure časa za branje Božje besede in pa molitev. Moliti po tem molitvenem načinu. Gre v bistvu za to, se bom potem molitvene načine malo predstavil, na hitro, kako so. Gre v bistvu za to, da jaz odkrijem, na kakšen način meni najbolj ustreza moliti. Ni nujno, da bom osvojil vse molitvene načine. Ni potrebno tudi. Ampak če najdem enega, dva, ki reče, kaj pa meni piše na kože, na to način pa jaz najlažje molim, sem uspel. To je tisti most, ne. Lahko grem
čez reko po Brvi, lahko grem po avtocesti, ne. Ali pa po lesenem mostu ali železnem, ni važno. Važno je, da jaz vem, tale most meni najbolj ustreza, da pridem na drugo stran k Bogu. Ja. Torej, tiste svete pol ure, pa tisti teden, pač preprosto vadim na svoj način. Ta molitveni način ga preizkušam, okušam, potem pa naslednji teden spet naslednjega, ne. Torej, in temu času pravimo kar svete pol ure, ne. Morda se na začetku sliši, saj nimam cajta, ne. Imam že toliko dela, ne. Imam že tako zapolnjen dan, ne. Pa na koncu se izkaže, da tisti, ki si je vzel res ta čas, da mu je tiste pol ure prehitro minilo. In pa naslednja stvar, ki jo nekako vsi na koncu večinoma res izrazijo, glej, tole, da si je s pol ure na dan vzamem čas za Boga, s tem za sebe, je postala moja potreba. Brez tega jaz ne morem več živeti. Jaz dnevno preprosto moram si vzeti, se umakniti, najti si prostor za ta čas, da bom potem normalno lahko živel čez dan. Ja. Toliko zdaj svete pol ure, ne. Torej, malo, če pogledamo zdaj bolj natančno, tole srečanje, teh 5, poleg, če izvzamem uvodno srečanje, potem še 14 srečanj, ne. Ena od glavnih stvari, ne, o Bogu ne moremo brez Svetega pisma, ne. Zato je ena od stvari tudi, čisto na začetku, ki jo naredimo, predstaviti, na kakšen način brati Sveto pismo, ne. Sveto pismo, imaš tisto debelo knjigo, ne, kaj zdaj z njo početi, ne? Kako jo brati, ne? Kako se jo lotiti? Zato je Ignacij sestavil tudi lahko rekla, eno metodo, sam imenuje pedagogiko, kako prebirati in živeti iz Božje besede. En tak kartonček, ne, kjer je pač v nekaj točkah napisano, kako se pripraviti na branje Božje besede, ne, ker ne padem noter v Sveto pismo, ne, ampak kako naj se pripravim na to, da bral Božjo besedo. Posebej izpostavlja prav to, ne, da branje Božje besede je poslušanje, kaj ti bo Bog povedal. In te pripravi, pravimo vse resetiraj, ne, zbriši tablo, postani nepopisan list in samo z eno odprtostjo poslušaj, kaj ti Bog želi povedati po tem odlomku, ki ga imaš pred sabo. Ne išči nekih odgovorov, ne išči nekih potrdil za svoje življenje, ne, ali pa karkoli. Ne, pusti to. Preprosto se prepusti, naj te Bog svojo besedo nagovori. In to je treba narediti, kaj pripravi. Da nisem napet, a bom ali ne bom, ne. Ja. Potem pravi, pojdi prebrati odlomek, ki si ga je dobro, če imaš že pripravljenega vnaprej, lahko pa tudi kar odpreš. Zelo spodbuja, beri tisti odlomek, ki je namenjen tistemu dnevu, ne. Pomeni tiste odlomke, ki beremo pri maši čez dan, ne. Ker ob tistih rastemo. Pravi, potem počasi prebiraj, okušaj, poskušaj se vživeti v tisto situacijo, ki je noter opisana. Ne napenjaj se, da bi moral vse razumeti.
če česa tudi ne razumeš, se ne sekiraj. Morda ti bo drugič, ko boš prebral, ti pa se bo pa razsvetlilo, ne. Se ti bo pokazalo, le to, to mi hoče s tem povedati, ne. Preprosto samo poslušaj. Kaj ti hoče povedati, ne. En tak zelo praktičen nasvet, ki nam ga tudi daje, pravi, glej, takrat, ko boš prebiral kakšno opis kakšnega dogodka v tem pismu, pa naredi. Stopi na mesto ene osebe, ki noter nastopa. In tako beri, da boš ti tista oseba. Recimo, tisti, ki ste iz ljubljanske nadškofije, smo danes brali o Zaheju, ne. Jezus pa Zahej. Ja, stopi na mesto Zaheja in beri, kako da sem jaz ta Zahej. Sem splezal na smokvo. Mi je rekel, splezaj dol, ne. Pri tebi, danes hočem ostati pri tebi. Pa tako poslušaj, ne. To meni govori. To so recimo taki čist preprosti pripomočki, bi lahko rekel, in nam jih nekako odkriva. Ignacij, kako res vstopati v Sveto pismo, da bi res začel tole. Božja beseda je beseda Boga, ki mi zdajle govori. In jaz sem samo tisti, ki poslušam, kaj mi hoče povedati, oziroma da na koncu povem, slišal sem, tole mi je povedal. Ni nujno, da sem vse slišal. Danes sem slišal tole. To sem danes slišal, ne? Ne vem, če ste morda že sami prebirali Sveto pismo, ne? Pa prebereš neki odlomek že ne vem katerič, ne? Ampak potem, ko naenkrat vidiš, danes mi pa tole prišlo. Tole potegnilo pozornost, ne? Danes mi je pa tole povedal, ne? Zdaj ne. Danes mi je to povedal. Ampak sem ga pa moral že 15-krat, 30-krat prebrati, ne? Da mi pa ta 31-tič povedal. Sem zaslišal, ne? Ja. To pač bolj ljudje, ne? Ampak bistvena stvar je res, da ko berem Sveto pismo, ne, in tega se dejansko učimo, da sem tisti, ki poslušam, kaj mi Bog želi po teh vrsticah povedati. Ker Bog meni to danes govori. Ne nekomu. Iz preteklosti. Ampak danes. Tako da tole ukvarjanje z Božjo besedo je takole povzel, ne. Pravi, Božjo besedo beri počasi. Radostno jo okušaj, z vsem srcem o njej razmišljaj in pa marljivo jo uporabi v življenju. To je nekako poziv. In pravi, Božja beseda naj bo zate. Luč, ki razsvetljuje tvojo pot, kruh, ki hrani tvojo dušo, ogenj, ki prižiga tvojo gorečnost, pot, ki te pelje v odrešenje, utrip, ki spodbuja tvojega duha, in pa življenje, ki se nikoli ne konča. To je nekako pogled na branje Božje besede. Torej, pri vsakem srečanju beremo odlomek iz Božjega svetega pisma. So iz celotnega svetega pisma stara, nova zaveza, evangelij, zelo različne stvari, pač malo v smeri z vsebino celotnega srečanja. In potem tudi povabilo prav v tem, da si povemo, jaz sem pa tole slišal, ne? Meni pa tole povedal. In pa potem dobivamo tudi še za tiste svete pol ure, dobimo kar seznam, v naslednjem tednu preberi teh 7 odlomkov, vsak dan enega. Ga poslušaj, si kaj počrtaj, si morda kaj napiši zraven, kaj ti je povedal. Toliko o branju Božje besede. Torej, učimo se brati Božjo besedo.
Naslednja stvar je kateheza. To je preprosto eno razmišljanje Ignacija Larrañage in preko katehez nekako nas naredimo eno pot, tako duhovno pot. To so njegova razmišljanja, ko da jih beremo. In če samo recimo malo tako pogledamo vanje, ne. Mene je zelo prevzela že prva kateheza, kjer Ignacij odgovori na vprašanje, katera je prva zapoved. Kaj pravi, katera je prva zapoved? Jezus v tem evangeliju pravi, prva zapoved je ljubi Boga z vsem srcem, ne. Druga je njej enaka. Ignacij pravi, ne, to ni ta prva. Ena je še prej. In prav tista, ki je že prej, dejansko tudi uporabljajo Izraelci pri svoji tistem srčiki, da se napiše na čelu. In kako se tisto začne? Poslušaj, Izrael, ne. Šema, Izrael, poslušaj. Torej, prva, Ignacij prihaja do tega, ne, in to je prvo znanilo, ki ga daje. Prva zapoved, ki nam jo Bog daje, je: Bog te ima rad in ti sprejemaj to, da te ima Bog rad. Okušaj, zaznavaj, da te ima Bog rad. To je prva zapoved. Okušaj, da si ljubljen človek, ne? Da si ljubljena oseba. To je prva stvar. Pol nazaj rečeš, bom pa jaz Boga ljubil, to je pa že moj odgovor na to. Ne? To je že moj odgovor. Apostol Janez tudi v svojem pismu pravi, ne? Ni ljubezen v tem, da smo mi ljubili Boga, ampak da najprej je on nas ljubil. Pa smo še ljubili njega, ne lahko. In meni je od potem katehes naprej Ignacij zelo čudovito pol obrazložitev, ne. Zakaj je to pomembno? Zato, ker samo tisti, ki je ljubljen, bo znal ljubiti. Tisti, ki nima izkustva ljubezni, da ga ima kdo rad, ne bo znal druge imeti rad. Če nimaš izkustva, da je nekdo usmiljen s tabo, da te sprejema, in tega ti ne boš znal dajati naprej, ne. To je nekako tista velika stvar, ki jo nekako tudi nam pokaže, ne. No, vsekakor, glejte, s temi katehezami nekako prehodimo na tako pot, ko se spuščamo na tako globino tega odnosa z Bogom, pridemo potem do enega trenutka, ko se osredotočimo na Jezusa, kako postati kakor Jezus. Nekako nam hoče ravno to pokazati, glej, dragi kristjan, če se ti ne prizadevaš, da bi bil tak, kakršen je bil Jezus, da bi ravnal tako, kakor je ravnal Jezus, da bi spoštoval ljudi, kakor je spoštoval Jezus, da bi bil usmiljen, kakor je bil usmiljen Jezus, potem si podoben lokostrelcu, ki ima pred sabo tarčo, ampak miri mimo. Lahko se ti še tako prizadevaš, da boš dober, da bom kot kristjan, ampak če nimaš v sebi cilja, da bi postajal takšen kot Jezus, streljaš mimo. Streljaš mimo. Bistvena stvar je postajati podoba Jezusa v tem svetu. In prav, en tak zanimivo trditev noter pravi, glej, pridite do tega, da kdor bo tebe videl, bo vedel, kdo je Jezus. Naj prepozna, kakšen je Jezus, ne?
da bo mene videl, vidi, kakšen je bil Jezus, kakšen je Jezus. Da mi postajamo ta podoba Jezusa v svetu. Na koncu nas preprosto s katehezami pa spet pripelje z te globine ven, pa reče, zdaj pa bežite v svet, nazaj v svet, ne? In bodite pričevalci tega, kar ste tukaj dobili, ne? Kar ste tukaj postali, ne? Tudi po teh katehezah jih daje. Ja, torej, kateheze kot drugi del. In tretji del, uvajanju v molitveni način. Torej, Ignacij ugotavlja prav to, lej, jaz se lahko z Bogom povezujem na različne načine. Torej, molim lahko na različne načine. In prvi tak sklop, ena taka skupina, bi lahko rekel, molitvenih načinov je, kjer so načini, kjer jaz različne stvari počnem pri molitvi. Zato imamo tukaj molitveno branje, molitev poslušanja, poslušam, pisna molitev, pa molitev gledanja. Po čem je to? Molitveno branje preprosto pomeni molitev, ki je napisana. Ali na listu, ali na, ne imamo že tiste aparature, ne? Ali napisana tudi v mojem spominu. Tako moli to molitvo, tako da jo bereš. In beri jo tako da je ravno kar nastalo v tvojem srcu. Da so ravno ti sestavili dole. Meni beri jo počasi, poslušaj, okušaj, kaj dejansko Bogu povem, kot tole molitev recitiram Bogu. Tu noter so vse te molitve tudi, ki znamo na pamet. Recimo Oče naš. Ja, gledajte, prav pri molitvi Oče naš, kaj se nam preveč dobro je znamo, ne? In nam ni treba nič razmisliti zraven, ne? In šele, ki pride na koncu amen, se je konc. Ne? Sem že na koncu. Vmes pa moje misli so odšla, ne? Marsikje. Molitveno branje pravi, lej, bodi zraven. Poslušaj, mislim, dojemaj, kaj Bogu pripoveduješ. Takrat, ko mu rečeš, pridi k nam tvoje kraljestvo, molitvi Oče naš, ne? Daj okusi, kaj si mu rekel, ne? A se res želiš, da pride Božje kraljestvo med nas? Je to samo ena lepa fraza, pač tako se moli. Ali se v tebi prebudila želja po tem Božjem kraljestvu? Kaj si ravno kar rekel, ne? Ali pa pol naprej, ker rečeš, zgori se tvoja volja. A se res želiš, da se zgodi Božja volja, ne? A res krepaniš po tem, da se Božja volja zgodila? Ja, tako da molitev, že s tem, ko jo prebiram, ne, jo okušam. Kaj pomeni? Kaj, k čemu me nagovarja? Kakšne želje, hrepenenja v meni prebuja molitev? Da to, kar molim, da si to tudi želim, ne? Da si želim to, ne? Molitveno branje, ne? Molitev poslušanja je že malo kot nadaljevanje molitvenega branja, ne? Pri molitvi poslušanja pomeni, se bom pa jaz malo več ustavil pri enem verzu noter molitve, ne? Če damo iz molitve Oče naš, recimo, tam noter, ko rečemo, zgori se tvoja volja, večkrat poslušam preprosto to. Zgori se tvoja volja. Zgori se tvoja volja. Kaj to pomeni? Se res to, da želim, ne? Vem, za kaj refani.
In na ta način se napolnim, ne, s tem, kar molim. Pisna molitev pomeni pisati, ne. Molim na ta način, da pišem. Pravimo takrat, ko je tisti teden, ko je na vrsti pisna molitev, pomeni tiste svete pol ure vsak dan napiši na pismo Bogu. Ne. Ja, kaj pa drugega. Samo ni treba znamke dati v kaselc, ne. Gledaj, sedaj pa jo pol čez nekaj spet preberi in se boš čudil, sem res to jaz napisal. Ne. Ja. Zakaj pa so molitveniki drugega? Kot pismo Bogu, ne. Nekdo jih je napisal, ne. Jih imamo že metre, ne. Ja, napiši svojo molitev, ne. To je molitev, ki je zelo osebna, ne. Ker jaz Bogu pripovedujem to, kar v sebi zdajle nosim, ne. Čutim, kaj potrebujem, kar se jezim, kar se meni dogaja, ne. Zanimivo je molitev gledanja. Pomeni, molim na ta način, da gledam. Kaj gledam? Eno sveto podobo. Tako je podoba Jezusa, Marije, enega svetnika. In s tem, ko gledam to podobo, jaz, ko jo dojemam, zopet berem to podobo, kaj izraža, in tisto, kar izraža, kar govori, zopet srkam vase. Ne vem, ste že kdaj opazovali brezjansko Marijo, recimo? Pa recimo, če rečemo, glej, njen mili obraz, ne, njena milina. Ko jo gledaš, preberi to milino, vsrkaj to milino vase, da bom tudi jaz dovolj ta milina tudi meni. Ne, se nahranim. Recimo, to so taki, lahko rekel, zelo preprosti še molitveni način, ne. Branje, poslušanje, pisanje, gledanje, ne. Potem je en drugi sklop molitev, ki sem jih tule zbral. Molitev izročitve, molitev sprejemanja, spravna molitev, molitev dviganja, kontemplativna molitev, ne. To so zopet eni načini molitve, ki me na svoj način povezujejo z Bogom, in ob teh molitvenih načinih že tudi je zelo v ospredju, kaj od molitve prejemam, ne. Kaj od molitve prejemam. Recimo molitev izročitve. Kaj je to? Je en, lahko rekel, način molitve, ko jaz Bogu izročam ene stvari, ki so mi breme, ki me težijo, me skrbijo, me bolijo. Lahko so to tudi boleči spomini. In izročitev pomeni kaj? Odložiti. Dati nekomu drugemu, ne. Lahko rekel, to je prav en tak molitveni način, kjer jaz te stvari, ki so meni breme, prelagam k Bogu in se odmikam od te stvari. Se je osvobajam. Da odidem od te molitve bolj veder, bolj svoboden, ne. Podobno je molitev sprejemanja, ne. Ta se predvsem dotika tistih stvari, ki me morda v življenju tudi strašijo, ne. Me je strah, ne, nekih stvari v življenju. Strah, da ne bom uspel. Strah, da ne bom naredil izpita. Strah, da bom zbolel. Na koncu strah, da bom umrl, ne. Ja, in molitev sprejemanja je zopet preprosto soočanje s tem. Glej, del življenja so tudi take malo neprijetne stvari, ne. So del življenja. In ne pomeni, da zdaj jih ne sme biti.
Ampak prav molitev sprejemanja me vaja v to, da bom zmogel te stvari sprejeti in z njimi živeti, ne. Prav v katehezi noter, ki spremlja to molitev način, Ignacij lepo pravi, ne, najhujše pri neuspehu ni neuspeh sam, ampak da se neuspeha bojimo. Pri bolezni ni najhujša stvar bolezen sam, ampak da se bolezni bojimo. Me bo bolelo, ali pa tako naprej. Se bojimo. Na koncu pravi, tudi pri smrti ni najhujše to, da bomo umrli, ampak da se smrti bojimo. In prav molitev sprejemanja nas nekako vodi kot način, kako se bomo mi tega osvobajali, tega strahu, ne. In bomo lahko tudi v miru sprejeli stvari, tudi ki so v življenju malo so neprijetne, preizkušnja težka. Da bo v miru, z vedrino sprejel, ne. Spravna molitev, to je pa en tak dogodek, ne, ko preprosto tudi fizično izročimo boleče stvari ven, damo iz sebe, prav imamo takšen obred zraven, ko jih napišemo na papir, ne, in pol jih nesemo ven, damo v ogenj, Bogu naj zgorijo. Naj zgorijo. Da bi jih dali ven. Da se ne bom jaz vrtel okrog tistih stvari. Ampak da grem iz sebe ven. Molitev dviganja je zopet en tak molitev način, ki ima v osnovi eno molitev svetega Frančiška, se imenuje Hvalnice Bogu najvišjem. In v tej molitvi sveti Frančišek preprosto spregovori, kdo je Bog. In preprosto našteje, ti si ljubezen, ti si usmiljenje, ti si zvestoba, ti si vztrajnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota. Preprosto, te stvari našteva, ne. Molitev dviganja preprosto je zopet en oblika molitve, da bi se tudi mi dvignili na to raven, ne. Kdo je Bog? Da bi tudi jaz postajal to usmiljenje, ta zvestoba, ta potrpežljivost, vztrajnost, dobrotljivost, ne. Kar je Bog. Da me dviga k to. Kontemplativna molitev je ena molitev, ki pravimo, da je poseben dar. Gre za eno obliko molitve, kjer sva jaz in Bog prišla do tiste ravni, pa nama ni treba nič več govoriti. Pa nama ni treba govoriti. Ampak preprosto sva druga ob druge. Kot podoba dveh zaljubljencev. A se kaj pripovedujete? Nič, samo objeta sta, ne. In to je dosti. A se čutite, ne. Ja, da je kontemplativna molitev je kot objem dveh zaljubljencev, ne. Da preprosto me Bog pripelje do enega trenutka, rečem, glej, Bog, nobenih besed ne rabim, ničesar. Samo vem, da si tu, da me objemaš, me obkrožaš, sem v tebi, ti si v meni. Včasih imenujemo kontemplativno molitev tudi zamaknjenost, ne. Ali pa to, ne. Dobro, gre za en tak sklop teh molitev, molitvenih načinov molitve, ki odgovarjajo na konkretne moje določene potrebe, ne, če rabim notranji mir, eno osvoboditev, in me zelo globoko nekako, bolj globoko že vodijo pa v to srečanje z Bogom. Potem imamo še
še naslednji sklop, ki nas pa vodijo temu, da bi postajali podobni Jezusu. Jezus se upodobili v sami v sebi. Ne. Molitev v Jezusovem duhu, preprosto gre za to, gledajte, hvala Bogu, evangelisti ne pišejo samo, da Jezus pogosto molil, cele noči prebil molitve, ampak na nekaterih krajih pa so nam tudi zapustili, kaj je molil. Kaj je Jezus molil? Taka tipična molitev je v vrtu Getsemani. Ko moli Oče, ko je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. A če ni mogoče, naj se zgodi tvoja volja. To je Jezusova molitev. Potem imamo v Janezovem evangeliju eno celo poglavje molitev. Mislim, da ima naslov, po vseh nekaterih svetih pismih, veliko duhovniška molitev. Celo poglavje. To je Jezusova molitev. In moli predvsem za edinost. Tudi ko se srečamo z molitvijo Oče naš, ne? Čigava molitev? Prvi, ki je molil, bil Jezus. Sicer so ga apostoli sprovocirali, ne? Daj nauči nas moliti. Pa rekel, ja, molite, tole molite. Ne? To je Jezusova molitev najprej. Ne? Lete, in pa še bi nekaj takih, včasih so preprosto, kakšni takih zelo kratki vzdihljaji tudi. Ne? In molitev v Jezusovem duhu pomeni, jaz sam uporabljam te iste molitve, kot jih je molil Jezus. Tiste molitve, ki so se rodile v njegovem srcu. Pa ne samo zato, da bom jih zmolil, ampak da takrat, ko molim, ko tudi sam izgovarjam te besede, grem v obratno smer, ne? Da tudi sam začutim, pa kaj je Jezus čutil v sebi, da je to molil. Kaj je v sebi nosil? Kaj se je v njegovem srcu dogajalo, da je to to molitev spravil ven. Kaj se v njem dogajalo? Tako lete, da ta molitev v Jezusovem duhu je en način, kako mi kukamo v Jezusovo srce. Pokukam njegovo srce. Kaj se je v njem dogajalo, da je Jezus to molil? Kaj se je v njem dogajalo takrat, ko moli tam po zadnji večeri, da bi bili eno, kakor so midva eno? Kakšne želje nosi v sebi? Kakšno hrepenenje je to noter, ne? Kaj Jezus tako izrazi. Ja, ta molitev nas torej to pelje noter prav to odkrivanje, kaj se je dogajalo v Jezusovem srcu. Nekaj podobno je molitev s psalmi, ne? Psalmi so starozavezna molitev, ne? In ko jih mi beremo, prebiramo zopet s tem pogledom, glej, te iste psalme je tudi Jezus v shodnici molil, ne? Ali pel, ne, kaj so delali. Pa zopet se sprašujem, ko Jezus tole izgovarjal te psalme, a pa posamezne misli teh psalmov, kaj se je zopet v njem dogajalo, ne? Kako jih je on slišal? Kako jih je on slišal, ne? Te psalme. Podobno naprej, tudi Marija jih uporabljala, ne? Marija ne bi molila rožnega venca, ne? Marija psalme molila, ne? Isto. To so imeli takrat za molitev. Ja, to kaj je Marija čutila, ko je molila te psalme? Torej, gre za en tak, lahko rekel, en proces, molitveni proces, ki nas vodi
prav v eno globino Jezusovega srca, Marinega srca, tudi na pot, da se oblikujemo po Marini osebnosti, po Jezusovi osebnosti. Da molitev ne mehčane. Prerok Jeremija daje na tako čudovito podobo lončarja. Ne? Pravi, kaj je lončar naredil? Vzame tisto kepo gline, pa je mečka, ne? Da počasi med njegovimi prsti nastane neka umetnina, neka posoda, karkoli. Da moliti pomeni prepustiti se Božjim rokom, da me zmečkajo. Premečkajo, ne? Tudi v meni nastane nekaj. Da z molitve pridem drugačen. Če ne pridem iz molitve drugačen, bilo nekaj narobe, ne? Nekaj ni špilalo, ne? Podobno, kot če daš v pralni stroj umazano posodo, pa v pralni še umazano ven vzameš. Nekaj ne dela, ne? Podobno z mano, ne? Če grem molit, pa sem po molitvi glih tako razburjen, pa živčen kot prej, nekaj ni v redu, ne? Ja. Dobro, že malo nakladam, ne? Pa imamo še tole osvajanje za ljubezen, kot imamo kot molitveni način, je pa en prav proces zdravljenja naših medsebojnih odnosov. Skupaj z Bogom. Glej, takrat, ko me nekdo rani, me užali, ne, in naredim krivico, pa lahko bila namerna, pa tako mimogrede mi nekaj rekel, ampak mene je zadelo, ne. Kaj se mi takrat dogaja? Meni začnejo prelivati boleče misli, ne, sam sebi se začnem smiliti, ne. In pa tudi začenjam same čudne misli o drugem, ne. Kaj hudoben, kaj si mislil, kako lahko tako reče, ne. In se mi začnejo te stvari misliti. Prav ta molitveni način, bi lahko rekel, osvajanje za ljubezen, me vodi v to, da bom jaz postal tu svoboden. Da lahko preženem skupaj z Bogom, ne, ki ljubi to osebo, ne. Ko preprosto Bogu rečem, glej, Jezus, kaj pa ti čutiš do tele osebe, na katero sem tako jezen, ne? Kako pa ti gledaš na njo? A si tudi tako jeziš na njo, ne? A kaj? Dejansko da mi odgovor, glej, posebej takrat, ko sem visel na križu, sem tudi za njega. Ali pa za njega. To kriv. Pa brez jeze. Zato, ker imam rad in mu hočem dobro. Nekako se v meni zgodi en proces tega ozdravitve, da pridem morda celo tako daleč, da na koncu lahko rečem, glej, saj sem se razjezel, sem bil žaljen, ampak zdaj lahko spet lahko rečem, glej, vse ga imam rad. Vse ga razumem. Vse mu lahko oproščam, ker vidim, da je revež, ne. Ga lahko spet vzljubim. In to je tisti predpogoj, da pol jaz lahko fizično grem se srečati s to osebo, ne. Pa začinem nov odnos. Ta osvobajanje za ljubezen je prav en tak proces, bi lahko rekel, ozdravljanja mojih teh notranjih ran, ki se pač zgodijo. Včasih so zelo tako mimogrede, ne, včasih so pa tudi dolgotrajne, ne. Zamere iz dediščine pa tako naprej, ne. Ali kjerkoli, ne. Ja. Torej, molitev, ki ozdravlja. Ozdravlja te naše notranje rane. Prav, gremo, da bomo končali pravi čas, ne. Še en tak sklop molitev, pa občestvena molitev, pa občestvena meditacija, ne. Torej, kot tudi ena oblika naše molitve, ne.
Da ne gre za molitev samo jaz Bog, ne, ampak mi Bog, ne, in da obstaja en način, ko mi kot skupnost molimo, in je to naša molitev, ne, povezano z Bogom, in je takrat Bog z nami, mi z njim, ne. In da je tudi meditacija. Da po svoje tudi takrat, ko se bomo mi pogovarjali o svetih rečeh, da je to tudi molitev. Mi se ne bomo toliko imeli v ospredju Božje navzočnosti, ne bomo morda toliko čutili, ampak posredno, ker se bomo o Bogu, o svetih stvarih pogovarjali, tako rečemo, tudi to je način, kako je Bog med nami. Vete, malo sem vam hotel malo na dolgo razširiti tole, no. Te molitvene načine, da bi začutili, ne, da molitev ni samo recitacija neke molitve, pa smo minuli. Ampak prav prek delavnic molitve in življenja želimo preprosto odkrivati, ne. Glej, da ta kontakt z Bogom, stik z Bogom, jaz lahko na zelo različne načine prihaja. Včasih bom kaj bral, včasih bom kaj pisal, včasih bom duha dvigal k Bogu, ne. Včasih se bom moral osvobajati kakšne stvari, ne. Ja, ker se me plačijo, ali kako, ne. Različen način. Ena stvar, ki še spremlja molitvene načine, so tudi priprava na molitev, ne. Nekako odkrivamo tudi, pa podajamo tudi nekaj, čisto lahko rečemo tehnik, kako pripraviti sebe, svoje telo, posebej pa še svojo glavo, pa svoje čutenje, zato, da bomo lahko potem molili, ne. Temu preprosto pravimo, da gremo v tehniko molitvenih vaj. A sem bil predolg? Aha, dobro, bom pohitel. Imam pa še 4 diapozitive. Zelo hitro. No ja. No, torej, kot priprava na molitev, nekako podajamo tudi, ja, tudi kot ene vaje, kako sebe umiriti. Pravimo prav umiritvene vaje. Kako se ustaviti, pregnati misli, da se spraznim, ne, da se lahko pol z Bogom. Evo. Svete pol ure sem že nekako razložil, ne, to pa je tisto delo doma, se vsak vzame, tistih 14 tednih, kolikor traja. In zadnje srečanje pa se imenuje puščava, 16. srečanje, s tem zaključimo ta seminar, če ne, uvajanje v molitev. Ta dan pa traja kar en cel dan, lahko rečemo. Ker osrednji del je 4 ure molitve. 4 ure časa za mojega druženja z Bogom. Sicer bodite zmeraj na začetku podati en program, kako ti te 4 ure uporabi, ne, kako jih preživi, na katere načine moli, ne, skozi katere molitvene načine uporabi v teh 4 urah, vmes je tudi kaj pavza, ne. Ampak z dosti svobode, da se ne držiš do minute kot pijanec plota, ne. Zdaj moram končati, ni čas, ne. Ne, če si noter, če te duh vodi, zelo prilagodljivo, ne. Ampak bistvo je res, da si vzameš, glej, en daljši čas, res ga takrat vzamemo 4 ure za to, vsak za sebe, zato gremo običajno v kakšno tako hišo, dom duhovnih vaj, kjer ima tudi, če ni zunaj primerno biti, si lahko v sobi, ne, sama po kapeli, v toplem prostoru. Ja, to. S tem zaključimo, ne. Evo, še tole. Torej, omenil sem že, da Ignacij pač že je kmalu videl, da sam tega dela ne bo mogel začeti, da bo potreboval
razdeliti stvari, dati drugim, tako da je nastala zdaj že ena velika družina voditeljev po celem svetu, vseh je blizu 20 000, ne, teh voditeljev. Večina jih je v Južni Ameriki, Srednji Ameriki, ne. To je večina. In voditelji potem smo takole malo razdeljeni na družine. Mednarodna družina pomeni vsi z celega sveta. Conska, imamo eno cona je Evropa, ne. V Evropi največ je v Španiji, nekaj v Italiji, Slovenija, to zaobjema cona Evropa. Potem v Sloveniji imamo pa narodno družino, pomeni cele voditelje v celi Sloveniji, in pa dve lokalni družini, ena pokriva primorsko, koprsko škofijo, druga ljubljansko-mariborska pa pokriva voditelje ljubljanske in mariborske nadškofije. V Sloveniji nas je zaenkrat 40 voditeljev, približno. Ja, in še tole, kakšen koristen naslov. Ne upam, da se ga ne bo težko zapomniti, tudi če samo zapišete dmz.si, boste prišli do internetne strani, kjer lahko vse dobite nekaj informacij, nekaj vtisov, nekaj pričevanj, kako je bilo pri udeležencih delavnic Molitve in življenje. Objavljamo tudi, kje delavnice bodo potekale. Največ jih poteka res po župnijah. Pač nekje prihajamo tako, da se na župniji nabere neka skupina, ki bi to šla čez, lahko je pa to že neka oblikovana skupina, ki bi to šla čez, ne, recimo župnijski pastoralni svet. Zelo primerno je za kakšne starše, teh verukarjev, ne, da bi imeli kot vzporedno katehezo, ne, ali kakšne druge skupine, tako no. Evo, toliko, upam, da sem o tem koristnega povedal. Ja. Hvala.